Koliko družabnih iger imate tukaj? Tukaj imamo trenutno 360 različnih iger, malo več, malo varira, ker včasih kakšno novo dodamo, pa kakšno zamenjamo. Katere igre so pa tukaj najbolj priljubljene? Kakšen stil? Najbolj priljubljene so krajše, enostavnejše igre, mogoče kaj z asociacijami, take malo bolj kreativne. Katere igre bomo pa danes tukaj spoznali? Danes bomo pa pogledali mešanico raznolikih iger, ene par spretnostnih, pa mogoče tudi kakšno taktično. No, to je tudi ena taka zanimiva igra, igra spretnosti in ravnotežje, kjer se bomo probali znebiti vseh svojih koščkov. Ko si na vrsti, svoj košček postaviš nekam naprej od obstoječih stvari. Recimo takole. Okej, jaz bom dala tega sem. Tako bom jaz postavil oranžno. To se kar malo tali po mizi. A lahko samo za eno? Lahko daš tudi v isto ali pa naprej. Ne, se pravi, zdaj moraš nadaljevati od zelenega. Če karkoli pade na mizo, dobiš to k sebi, tako da to nočemo. Jej, zmagala sem. Zadnjega sem dala. Bravo. To je pa kukavičja igra, kjer bomo postavljali gnezdo iz takih mikado palčk in se probali znebiti svojih jajčkov. Začne se tako, da si najprej razdelimo, tako da dobi vsak enako število jajčk. Zdaj, ker je ta palčka enaka na obeh straneh, jo lahko postaviš in pol probaš v gnezdo postaviti še svoj jajček, brez da pade noter v konzervo. In kaj, če porušiš drug jajček? Če karkoli porušiš, če padajo jajčki ven na mizo, jih dobiš k sebi. Če pa padajo noter v škatlo, pa vzameš en jajček od ostalih igralcev in ga vzameš k sebi. Kdo pa zmaga to? Zmaga pa tisti, ki se je znebil vseh svojih jajčkov, potem naslednjič, ko si na vrsti, moraš postaviti še ptico kukavico v gnezdo in potem zmagaš. Zdaj bom pa še jaz probal, če mi uspe. Evo, zdaj sem enega porušil noter, tako da moram enega od vajinih vzeti k sebi. To je dobro. To je zame je slabo, za vaju je pa dobro. Olej Katan. Ja, pa fotosinteza, to imam jaz doma. Cool, pa tlej človek ne jezi se, glej. Kaj pa tale igre s pingvini? To je pa še ena spretnostna igra, kjer smo mi učenci v šoli pingvinov. Vsako rundo je nekdo od nas dežurni. Dežurni proba ujeti ostale igralce, ostali igralci pa probajo pobrati svoje ribe. Postaviš svojega pingvina tja, pa ti moraš postaviti še svoje ribe sem gor nad vrata. Pol imamo pa tele izkaznice. Tako, ti, ki si dežurna, naj jo probaš ujeti in če se naj jo svojim pingvinom zadaneš, nama ukradeš izkaznico. Nisem prišla čez. Zdaj, ker sem preblizu stene, se lahko dam na črto. Pa zdaj me lahko že probaš zadeti. Ni šlo. Zdaj sem jaz na vrsti. Yes! Riba dobiš. Ja. Zdaj sem tebe čez. Ja, tako da mi vzameš izkaznico. Kaj pa to za ena zanimiva igra? To je pa Onitama, ki jo najlažje opišemo kot samurajski šah. A bova midva proti tebi? Lahko, dajmo tako probati. Mojster, ki je malo višji, začne na sredini, njegovi vajenci pa ob strani v zadnji vrsti. Kartice zmešamo, vsak igralec dobi pred sabo 2 karti. To predstavljajo poteze, ki jih lahko naredimo, pa ena karta začne ob strani. A pol skozi teh 5 kart tako krož? Tako, s to kartico se lahko premakneš diagonalno vse 4 smeri, s to pa levo, desno ali pa diagonalno v eni in v drugi smeri. Bom jaz dala tegale tukaj. To karto si uporabljajo, daš na stran in zdaj z te strani vzameš novo karto k sebi. Cilj igre je, da pripelješ svojega mojstra v nasprotnikov tempelj ali pa da poješ nasprotnikovega mojstra. Tako da zdaj pojem tega vajenca. Zelo veliko iger imate tukaj, ampak nama se zdi, da vam ena manjka. Katero pa pogrešata? Se mi zdi, da jih imamo kar precej. Tada! Male sive celice, to se pa mi firupcologi zelo radi igramo. Te male sive celice pa zdaj podarimo ven. Super, najlepša hvala. A jo boste postavili kar na polico? Kam pa gre? Tukaj.